Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Dober dan, sem Bojan Traven in kandidiral bom za župana Bohinja. Ko sem to povedal svoji družini in prijateljem, so mi vsi to odsvetovali. Kaj pa se tu greš? Niti potrebno tega. Prelepo življenje si ustvaril v Bohinju. Ampak treba je. 20 let sem bil v soji žarometov in nikoli nisem bil tiho. Veliko sem pripomogel k razvoju slovenske družbe. In tudi v Bohinju ne morem biti tiho. In predvsem me veseli, iskreno veseli, delovanje v javno korist. Bohinj in Bohinjci imamo dobre in solidne temelje. Marsikomu se bo zdelo to čudno, ampak za te temelje so zaslužili naši predhodniki, predvsem nekdanji župan Franc Kramer, ki nam je poleg projektov, ki smo jih izvajali, uredil tudi dodatni denar s Triglavskega narodnega parka. To moramo priznati in tega ne smemo pozabiti. Oba z sedanjim županom Jožetom Sodjo sva podedovala enako dediščino. Lahko pa se vprašamo, koliko izvedenih projektov je bilo na eni ali drugi strani, koliko novih projektov je bilo na eni ali drugi strani za isto občinsko upravo. Ob tej priložnosti se za ves trud zahvaljujem. Joža Sodja cenim in je moj prijatelj. In bil je odličen podžupan, ki je tudi za gasilstvo, še posebej za gasilstvo, naredil veliko. Ko je ob sebi imel Franca Kramerja, ki je znal udariti po mizi, včasih je bil namrgoden in večkrat znal zaropotati glasno tudi v Ljubljani. In za to gre. Prihodnji časi bodo še izjemno zahtevni. Zato mora župan svojim občanom zagotoviti varnost in blagostanje. Zato kandidiram. Da bomo Bohinjke in Bohinjci v Ljubljani imeli besedo, to veste, da znam. Verjetno se boste strinjali, da je letošnja turistična sezona enostavno kaplja čez rob. Tako več ne more iti. Turizem je velika tovarna denarja v naši dolini. In v njej smo udeleženi vsi, tisti, ki živijo od turizma in tisti, ki ne živimo od turizma. Zato bom uvedel bohinjsko rento. To pomeni, da bom 1 milijon evrov od turizma namenil neposredno občankam in občanom. 200 evrov na leto na posameznika, za 4-člansko družino to v enem letu pomeni 800 evrov. 60% turističnih kapacitet je v lasti nebohinjcev. Cene nepremičnin so zato odletele v nebo. Nihče od nas si ne more več privoščiti parcele ali kupiti hiše v Bohinju. Z kapitalskimi naložbami kupujejo naša stanovanja, naše hiše in iz njih delajo apartmaje, počitniške hiše. Ni problem, če bi tukaj živeli. Problem je, da si tukaj napolnijo malhe in jeseni odidejo. Zato bomo spremenili zakon o Triglavskem narodnem parku in te kapitalske naložbe še posebej obdavčili. S tem denarjem bomo napolnili stanovanjski sklad, s katerim bomo gradili hiše in domove za mlade Bohinjce. In predvsem odkupovali tudi strateško pomembne kmetije po naših vaseh. Iz Bistrice smo naredili veliko parkirišče. Sam živim v Stari Fužini ob glavni cesti in vam povem, da komaj zdržim čez poletje. Ne predstavljam si, kako je šele Bistričanom ali pa prebivalcem Kamen in Pol. Radikalno bomo ustavili promet pred Bohinjsko Bistrico in omogočili normalno spanje in življenje vsem nam. Draginja in energija sta dve stvari, s katerimi se bomo spopadali v naslednjih letih. Postali bomo energetsko samooskrbni. Pri vsej vodi, ki jo imamo v Bohinju, bomo zgradili male hidroelektrarne in s tem znižali položnice za ceno elektrike vsem Bohinjkam in Bohinjcem. Komunalne položnice bomo zamrznili. Vrtca ne bomo držili, kot smo ga, na primer, v zadnjih 14 dneh. V Bohinj bomo pripeljali diskontnega ponudnika živil, kajti marsikateri občan si ne more privoščiti iz leta v lesce, kjer so ti ponudniki in je hrana cenejša. Naši podjetniki bodo imeli dobre pogoje za uspešno delo in razvoj, kajti sami vemo, kaj se je zgodilo med COVID-19, kako turizem hitro uplahne. Nekaj od njih, kar veliko, se jih ta trenutek drenja v gradbeni v Bohinjski Bistrici. Potrebujejo večjo moč elektrike, ker je tako težko na občinske stroške skopati kabel in jim zagotoviti to.
Je tako težko v 4 letih postaviti protihrupno ograjo pri Lipu in končati večletni spor? Pri kmetijstvu smo. Napisali smo strategijo, napisali smo akcijski načrt, imamo celo podžupanjo, ki se s kmetijstvom ukvarja. In kaj se je zgodilo v 4 letih? Poleg volkov smo dobili še rise. In še na kratko o zdravstvu. Občankam in občanom bomo zagotovili enakovredno oskrbo, kot jo imajo drugi prebivalci Slovenije. Nedopustno je, da v Bohinju nimamo reševalnega vozila z celotno ekipo. Zato vas vabim, da me podprete. V teh zahtevnih časih, ki prihajajo, potrebujemo enega travna, pa čeprav vam gre kdaj na živce in je namrgoden. Stopimo skupaj, od Gorjuško-Koprivnika, Zgornje in Spodnje doline, Bohinjske Bistrice do Raven in speljimo to, da bomo še naprej lepo živeli. In predvsem, da bomo Bohinj vrnili spet nam, Bohinjcem.